Prehajamo na četrto točko dnevnega reda. Ponovno spremembi vloga javnega zavoda v šport prejeli skrajšan postopek. Uvodno obrazložitev bo podala Marjetka Veljevič, vodja oddelka za družbene dejavnosti gospodarstva in kmetijskega razvoja. Gradivo je bilo posredovano s sklicem serije. Tako pozdravljeni. Kot je že povedal naš podžupan, je bilo gradivo posredovano, kot ste ga prebrali. V gradivu, ki je pred vami, gre za vsebinske spremembe odloka Zavoda za šport in sicer uskladujemo dejavnosti Zavoda z novo standardno klasifikacijo dejavnosti, kjer so se spremenile nekatere oznake, poimenovanja in člekovne oznake dejavnosti. Nekatere dejavnosti so se črtale, ker niso več samostojno opredeljene, druge pa so se dodali, tako da so povezane z dejavnostjo in pa razvojnimi potrebami zavoda. Torej gre za neke vrste tehnično uskladitev, ki ne posega v osnovno dejavnost ali pa namen zavoda. Potem pa je tudi predlog spremembe pogojev za imenovanje direktorja. Trenutno velja, oziroma v trenutnem odloku je opredeljeno, da mora direktor imeti 5 let delovne dobe, od tega najmanj 1 leto na vodilnem oziroma vodstvenem delovnem mestu. Predlog pa je, da se zapiše oziroma da se odlok da 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 6 mesecev na vodilnem oziroma vodstvenem delovnem mestu. Dodaja pa se tudi nov pogoj, da mora kandidat poznati področje delovanja zavoda ter imeti izkušnje pri organizaciji športnih projektov, prireditev in tekmovanj. Zakaj smo podali ta predlog? Zato, ker trenutno veljavna ureditev je nadpovprečno restriktivno v primerjavi z drugimi javnimi zavodi s področja športa. V prilogi gradiva imamo tudi razpredelnico, kjer vidite, kakšne pogoje veljajo v drugih javnih zavodih po Sloveniji, s približno enako število prebivalcev, zaposlenih in podobno. Tako da lahko vidite, da imamo mi res kar precej visoko zahtevo za našega direktorja. Tako znižanje na 6 mesecev in pa dodajanje strokovnih pogojev širjenja oziroma lahko prispeva k širjenju kroga usposobljenih kandidatov, hkrati pa tudi ohranja zahtevo po vodstvenih in pa strokovnih kompetencah. Tako da se občinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagano spremembo akta oziroma odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport Brežice. Hvala. Želi predstaviti stališče Statutarno-pravne komisije gospod Dražen Levojevič, oziroma želi predstaviti stališče Odbora za družbene dejavnosti Poslanka Freska. Prijavite se, prosim. Dobro, hvala za besedo. Na Odboru za družbene dejavnosti smo obravnavali to točko in smo se načeloma z vsebinskim delom zelo strinjali. Smo pa, tako kot ste tudi dobili v gradivu, podali stališča glede druge alineje oziroma tretje alineje pri četrti točki pogojev in sicer. Stališče odbora je, če mi res želimo širiti možnost, da nekdo, ki ima določene vodstvene in organizacijske sposobnosti, potem zagotovo ne moremo mimo tega, da smo zelo ostro specificirali področje športnih projektov, športnih prireditev in športnih tekmovanj. Namreč menimo, da že takrat, ko nekdo naredi program dela in skozi poznavanje področja delovanja zavoda izrazi oziroma se da zelo jasno vedeti, ali pozna tudi športno zelo ozko področje in zato menimo, da smo podprli ta odlok samo v tem primeru, če se zbriše beseda športni. Torej, če preberemo, pozna področje delovanja zavoda ter ima izkušnje pri organizaciji projektov, prireditev in tekmovanj. Hvala. Prosim, da se glasovanje napravo prijavi v razpravi.
Kot vidim, zaključujem s prijavami. Preverimo navzočnost, glasovanje napravo. Ali to ne bomo znali po našem predlogu odboru? Ja, nekaj amandmaja, ni to predlagano. To je zdaj samo mnenje komisije. Odbora. Ja. Ne, to je nekaj, tako imate tudi v zapisniku in še temu, ki potem zdaj imamo sploh odbora. Če podajamo svoje mnenje in vemo, v kakšnem dogovori pač ne bi, Še enkrat, mislim, da bi morali amandma pripraviti, da vložiti pa cenu presega. še bi nikoli spravo, sem da nič Prosim, da se še enkrat prijavite k glasovanju. Prvo navzočnost. Glasujemo sklepu. Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah odloka v javnem zavodu za šport Brežice. Glasujemo. Odlok je sprejet. Gremo na tretjo točko dnevnega reda. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice, druga obravnava. Uvodno obrazložitev bo podala Marjetka Erković, vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarski kmetijski razvoj, gradivo je bilo posredovano s sklicem seje. Pozdravljeni še enkrat. Pred nami je obravnava, oziroma druga obravnava odloka o preoblikovanju in spremembo odloka o našem javnem zavodu Posavski muzej Brežice. Samo pobudo, kot smo naši seznali na prejšnji seji, je podal Posavski muzej. Obravnaval pa ga je skupni organ vseh štirih občin ustanoviteljic, to pomeni Brežic, Krškega, Postajnovica, Krk in pa Sevnica. In v prvi obravnavi so na občinskem svetu v preostalih občinah predlog sprememb in dopolnitev tudi potrdili. Ključnih sprememb med prvim in drugim branjem ni, razen da vse štiri občine ustanoviteljice, oziroma da samo občina ustanoviteljica objavi odlok v mopedu oziroma tako imenovanem novem uradnem listu, ne pa vsaka občina zase. Pa vsebina 12. člena je bila prenesena med prehodne in končne določbe. Tako da, glede na to, da ni bistvenih sprememb, predlagamo, da sprejmete tudi ta predlog akta. Hvala. Želite predstaviti stališče Statutarno-pravne komisije, gospod Dražen Žakljivović. Predstavite stališče Odbora za družbene dejavnosti, gospod dr. Stanko Krsto. Hvala. Prosim, da se poslano napravo prijavite, ker razprave še slabe. Zaključujem s prijavami. Preverimo navzočnost poslano napravo.
na glasovanje na naslednji sklep. Prejme se odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice. Glasujemo. Odlok je splošno sprejet.